Dober večer. Izredno lep pogled je tukaj z tega odra na to našo čudovito Viteško dvorano, na srce našega gradu, ki počasi s tem dogodkom tudi delno že zaključuje leto 2018. Leto 2018 je v naši stroki, ki se ukvarja z dediščino, leto, ki smo ga poimenovali tudi Evropsko leto kulturne dediščine. Zakaj je to zelo pomembno? Zakaj se je Evropska komisija odločila, da smo ravno to leto še bolj poudarjali to našo evropsko kulturno dediščino? Razlogov je veliko. Za nas pa je predvsem to pomembno, da nas je to Evropsko leto kulturne dediščine še bolj spodbudilo k sodelovanju, k sprejemanju drugega, k sprejemanju različnih tradicij, različnih dediščin, vseh vas, ki z nami soustvarjate to našo dediščino danes in vseh v bistvu, ki želite jo tudi soustvarjati. Mi smo se na ta način prvič družili konec januarja. Takrat smo povedali, da Nuša Derenda obeležuje 20 let samostojnega delovanja in seveda tudi povedali, da kljub njeni mladosti, igrivosti, izjemnosti je Nuša Derenda že del tudi naše dediščine Posavja, naše dediščine Slovenije, Evrope in seveda vsak tudi en velik delček na tem lepem svetu oziroma na tej lepi zemlji. Zato sem zelo počaščena, da smo uresničili tudi tisto, kar smo napovedali takrat. Namreč, da se ob koncu leta srečamo na njenem 20. velikem koncertu. V tem letu je uresničila točno to, kar je napovedala, imela 20 koncertov, takšnih večjih, kot je današnji, in še številne druge nastope. Med tem imajo posebno mesto prav nastopi, manjši dogodki v tej dvorani, ki so se zgodili ob razstavi, ki smo jo skupaj poimenovali Nuša Derenda čez 20 let in jo oblikovali v 2 delih in jo takrat januarja do aprila tudi predstavljali. Večkrat smo se namreč družili z otroki, pa smo se družili z osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja, pa potem z varovanci varstvenega delovnega centra, pa z varovanci Doma upokojencev Brežice, pa še s Sončkom in tako naprej. Družili smo se s tistimi, ki včasih si ravno ne morejo izbrati kakšne vsebine v našem muzeju, ampak tokrat je ta dvorana bila prizorišče izjemnega veselja. Vsi smo uživali, mislim, da mi še najbolj, zagotovo pa seveda vsi tisti, ki so bili deležni teh programov. Torej, to so bili naši obrazstavni programi, skupni programi, ki smo jih sooblikovali z Nušo Derenda, ki je bila tako prijazna, da ne samo, da smo lahko postavili razstavo, ampak smo v tem času naredili tudi ogromno obrazstavnih programov, kot jih mi rečemo. Pri tem je veliko pomagala tudi Urška Drofenik. Urška, evo, je danes tudi tukaj. Bravo, Urška, en aplavz za Urško. Ki je ustvarila kar nekaj Nušinih kreacij, pa hkrati nam tudi pomagala pri zelo uspešni delavnici in še naprej in še naprej. Vsi tisti, ki me poznate, veste, da bi vam lahko pripovedovala dolgo in to z velikim veseljem. Naprimer tudi o tem, kako odlično smo se imeli 8. februarja, ko smo v tej dvorani več kot 100 nas je bilo skupaj z Nušo peli na javnem vodstvu v čast našega kulturnega praznika. In tako naprej, in tako naprej. Ampak danes v tem zaključku leta je moja naloga predvsem to, da vam zaželim en odličen večer, da se vam zahvalim, ker ste tukaj in da vas tako kot piše na našem programskem listu, ki tokrat ni programski list, kajti Nuša se ni dala ravno ukalubiti v program in smo se morali tudi mi muzealci malo prilagoditi, boste pa malo več izvedeli, kako smo se oblikovali ta projekt z njo in seveda vas vabimo tudi še na 2 dogodka, naša muzejska dogodka do konca leta. Že jutri z osnovno šolo Pišece odpiramo Posavsko muzejsko vitrino, ki je delno lahko že danes tam vidite. To bo v 11, ker delamo to skupaj šolo in smo jim hvaležni. In pa seveda že 5. tradicionalni gala večer, koncert, ki se pa zgodi pri nas 30. decembra. Tokrat z 3 dekleti iz Krške občine, mi smo Posavski muzej, predstavljamo različne posavske umetnike, gre za 3 mlade glasbenice, Niko Tkalec, Nino Pirc in Anja Žabkar. Tukaj imamo še nekaj kart na voljo, takrat pa seveda nas čaka tudi nekaj posebnega, ampak to pa mogoče izveste, če seveda pridete. Torej, danes pa seveda
zaokrožujemo ta naš projekt, se zahvaljujemo Nuši, ker je tako lepo sodelovala z nami, ker je toliko v naši publiki pričarala, v bistvu eno tako, je bilo res resnično doživetje. Hvala Frenku, hvala vsej ekipi in čas je seveda, da se stopim z tega odra in da se začne ta odlična pravljica v tej odlični Viteški dvorani, kjer boste v tem, ko boste poslušali, se lahko ozirali tudi naokrog, spoznavali to odlično evropsko kulturno dediščino in jo tudi soustvarjali. Najlepša hvala. moja 20-letnica
In skladba, ki me je nekako vrgla na površje, je bila tale. Vzemi me veter. Smo zelo ponosni, ker je postala diva televizije
In nocoj je tukaj Bernarda Žarnik, moja prijateljica, zelo sem počaščena. Ko sem tudi v začetku leta gostila Nušo v oddaji Vikend paket in smo se pogovarjali, da praznuje že 20 let samo na slovenski sceni, kaj šele na vseh drugih scenah po svetu, smo se v ekipi resno spraševali, če ni začela peti že v vrtcu. A se vi strinjate s tem? Sicer pa sem ugotovila, da Nuša Derenda ni samo njeno ime in njen priimek, pač pa je Nuša Derenda tudi kratica. Pomeni pa tole: neverjetna, univerzalna, šarmantna, absolutno dragocena, energična, radostna, edinstvena, neverjetna, darežljiva in ker smo na meji z Dolenjsko, lahko rečemo tudi odlična. Ker pa k Nuši Derenda sodi še nekdo, vam povem tudi, kaj pomeni kratica FRNK. To pa je fajn, res enkraten, neverjetno krasen mož mojster. Skratka, če bi živeli v času grških bogov, potem bi Nuša Derenda gotovo bila tam nekje med najlepšimi in najbolj milozvenečimi boginjami. Na harmoniki. Vsi, ki poznate te moje skladbe v originalu, slišite, da so zdaj malce prirejene in še posebej sem ponosna na tole priredbo.
Tega ne. Ti pa je? Bomo mi kar začeli špilati. Mogoče pride. That's what you are. You are. Unforgettable. Don't need you or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you just stings to me. Never before has someone been more Unforgettable in every way. and forevermore. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
prej. In naj mi nič ne pomiga, naj mi vrne vse, kar prav, razmočili lase, vrne upanje, da ta svet je lep in čuva me. Dragi Posavci, drage Posavke, da čist premalo glasno ploskate nocoj. Nuša Derenda! Bernarda Žarn. Bernarda, rekla, da ste nekaj zapeli. Ojej. Ne, še v cerkvi mi ne pustijo pet. Sem enkrat mami rekla, ki me je rukala neneham pet, da je Anton Martin Slomšek rekel, da kdor poje dvakrat moli, pa rekla, ne, on je gotov mislil, kdor lepo poje dvakrat moli. No, ampak kdor poje tako kot Nuša, pa mislim, da 100. Z Nušo sva se zmenili, da se bova malo tudi pogovorili, ker sem vendarle vajena spraševati. Nuša, kako hitro je minilo 23 let? Točno 20 let. Pa imaš občutek, da je to ena velika, pomembna doba tvojega življenja, ker recimo sem prepričana, da vsi mi imamo z Nušinimi pesmimi prepletene svoje sanje, hrepenenja, bolj ali manj skrite želje, tudi poljube in iskanja. Kako pa ti doživljaš to svojo kariero? Jaz mislim, da se je v pesmi marsikdo najdu. Jaz nisem nikoli pela skladbe čisto avtobiografske, niso bile pisane čisto iz mojega življenja, ampak jaz mislim, da se res vsakdo lahko najde v vsaki od teh. Hitro je minilo, res, obdobje je to 20 let, s tem, da vse sem že prej norela po tujini in tudi po Sloveniji. Ampak potem, ko sem enkrat tukaj začela, pa prišla na festivale, je to šlo še hitreje in ne vem, kdaj sta otroka zrasla. V bistvu, ampak, no ja, tako je že moralo biti in lepo je bilo in naj tako traja. Naj traja še naslednjih 200 leta, ne? Nuša, prej si omenila otroka, seveda teh dveh otrok ne bi bilo brez čudovitega moža Frenka. Veš, kaj me je vedno zanimalo? A je kakšna pesem še posebej posvečena njemu? Katere pesmi imate vi zdaj v mislih, ker se nasmihate v dvorani? On je skos pesmi z mano, veš, ker on je skos z mano. V tistih ta srečnih? Ja, no ja. Veliko je takšnih besedil, enkrat je rekel Matjaž Vlašič, ker Urša Vlašič piše tekste. Moja žena je tako nesrečna zgleda, piše taka besedila žalostna. Ampak sta še skos skupaj in ja, vse je v redu. Pa raje poješ bolj nežne, včasih tudi žalostne pesmi ali bolj tiste energične, po katerih te tudi tako zelo dobro poznamo? No, zdaj si že vse povedala. Ne? Jaz mislim, da sem res rada glasbo in rada preizkušam tudi nove stvari. Rada imam balade v danem trenutku, ne? Ampak kmalu začne v meni tako delati. Potem pa moram nekaj bolj živega. Zdaj pride nekaj zelo živega, ne, na ta oder. Ker si prej rekla, da si želiš, da kaj zrecitiram, bom zrecitirala eno, ki smo jo pogosto recitirali na maturantskih plesih, ki smo jih skupaj soustvarjali, to je že let nazaj, ne bova povedali koliko. In ker si omenila, da je nocoj z nami tudi tvoja mama, sem se odločila za tole, ki pravi, vsemu na začetku je mama in vsemu na koncu je jama. Vmes so mnogi zakaji in kaji, vmes so solze in so smehljaji, vmes so roke in so obrazi, vmes so zmage in so porazi, a poglavitno življenja kres od pekla do nebes. Od mame do Jane pa življenje mine, vmes so pota in so daljine, vmes se ptica po nebu spreleta, vmes fantje in smo dekleta in med nami v dvojini vez in nekaj skrivnostnega vmes. Tisto skrivnostno in tisto malo se bo v kom drugem nadaljevalo, kakor veter med vejami brez, malo za šalo in mnogo za res. Draga Nuša, hvala, ker nam že 20 let poješ, malo za šalo in mnogo za res.
navzoči glasbeni gostje, zato, ker vsi, kadarkoli jo slišimo, rečemo, Kristus Marija je dobra. Be Jesus!
Hvala še enkrat, da ste prišli. Veliko mi pomeni podpora domačinov, mojih znancev, prijateljev in tudi vesela sem, če pridem do drugod. In ja, še kdaj povabljeni v to čudovito dvorano in ja, tudi še nekakšen moj koncert kdaj. Hvala, da ste. Želimo vam vse dobro v prihajajočem letu in zahvalila bi se še enkrat Bernardi Žalbi. Ekipi iz Gradovenice. Mojim gostom, jaz sem ne bo posebej klicala, ker ne vem, če je že šel. Jaz imam najboljšo službo, Ana, da. Že petič se družim na odru, ste našo odlično Nušo. Sem vesela, ker nekako preživljam pred koncertom čas tudi v moji pisarni. Grad je velik, ampak nimamo še garderob in to je ena taka posebna zadeva, poseben dogodek. Ritual, ja. In res hvala, da smo začeli naše leto, da ga zaključujemo
s tabo in s tvojimi odličnimi glasbeniki, pa bom najprej eno skromno darilce mi dala, prav? Tako. Sašo, zato prosim, da eno majhno rožico se bomo zahvalili Be Jesus in vodi Mateju Virtiču. Malo zebe tam zgoraj, ki je bil z mrtvimi rokami, ampak iz gradu, ki še ni celoti ogrevan, pač prideš malo bolj zmrznjen, ampak hvala vam za to vztrajnost, verjamem, da je na teh stopnicah odlično stati in da je bilo tudi vredno malo na kakšnem mrazu videti, ne da, je tako? Je. Dobro, Nuša mi je sporočila, da v bistvu nam je že pobegnil harmonikar, ne, Andraž Brce, in seveda, da tudi ta neumorni, neutrudni in je res izjemno prijazen, odličen fantič Matevž Derenda je tudi že pobegnil. Tako da bo Nuša zanj vzela rožico s seboj, imamo pa tukaj seveda še našo drago gostjo, Bernardo Žara, pa je tudi še nekaj. Po vašem aplauzu sodeč, mislim, da si zdaj vsi skupaj želite, kaj bi dali, da bi jo lahko odnesli domov, pa dali na polico, ampak je Frank ne da. Hvala še enkrat. Hvala Alenka. Alenka, to je prijazno, ona vse poskrbi za to, kar jaz danes ne bi uspela, je rožic na vod. Ampak zato je pa moja služba odlična. Ker govorim na začetku, govorim na koncu, da še vmes, če treba, plesala sem danes, uživam, kaj bi še, ne da. Frank, pridi Frank, ja. Mi je dala zvanada odlična. Ampak letos smo, ker nas čaka jubilejno 70. leto delovanja našega muzeja, smo dali tudi koledar. In prvi, da bo tako slovesno prejel prav naš Frank in si bo lahko noter vse sorte opisal in upam, da si bo opisal tudi kakšen datum, ko bi šel tako sproščeno na obisk, sproščeno na kakšno prireditev in bo rekel, Alenka, kako si kaj, smo sproščeni, se imamo fino in uživamo. Seveda pa največ zaslug, vsi skupaj imamo veliko zasluga, ne da. Noben tak dogodek se ne zgodi, če ni res veliko tistih, ki verjamejo v takšno sodelovanje, ki ga podpirajo, to ste vi in res hvala lepa, da tisti, ki nam tudi včasih finančno kaj pomagajo, predvsem pa vsi tisti, ki so srčno z nami in tukaj seveda je to srce, v tem srcu gradu, pod to fortuno, ki nas s tem zlatimi žarki navdaja oziroma nam pošilja srečo, bogatstvo, veselje. Tako so se že Atomsi nekako dogovorili z njo, pa se mi še naprej dogovarjamo z njo. Ne? In verjamemo, da vsi tisti, ki stopamo po tej dvorani in vsi tisti, ki imamo tudi to možnost, da stojimo na teh odrih, da smo posluti tisto srečo zato, ker resnično lahko preživimo takšne odlične večere. In seveda velika hvala tebi, Nuša, enim takim malo večjim šokom, ampak predvsem s tisto res srčno hvala.
čisto druženje po koncertu in da se lahko še malo z vami pogovorim. Žal se mi danes mudi še v Braslovče. Tako da uživajte, spite si kozarček in jaz upam, da se čim prej kaj srečemo in kaj pogovorimo. Hvala še enkrat, da ste prišli. Hvala vsem mojim gostom. Vsi skupaj vam zdaj srečen Božič.
uživajte, imejte se radi. Hvala lepa.